Faktor Eno. Danes na slovenskem nebu iščemo kitajske vohunske balone. In to, kakor jim Američani pravijo, sovražne vohunske balone. Sovražne sklepamo, da ker na njih namesto vse najboljše piše vse najslabše, vohunske pa, ker na sebi nosijo antene, snemalne naprave in kozarec martinja, premešanega, ne pretresenega. V nebo pa se odpravim z najbolj varnim prevoznim sredstvom te dni, z balonom. Vsako leto se namreč zgodi le 3000 balonskih nesreč, upajmo, da letos ne 3001. Najprej pa par vprašanj s pilotom. Dobar dan, me veseli. Enako. Grega, ne? Ja, Grega je moje ime, ja. Kakor razumem, ste pilot tega balona, ne? Ja, točno, res je. Kako stresno je pilotirati balon? Ker jaz si predstavljam, da je to tako delo, ki ga ne moreš zares upravljati brez pritiska. Ja, kar se pritiska tiče, je tako, ne, se moraš navaditi, da nisi pod stresom in tako naprej, ne, to pa pomeni, da moraš imeti veliko znanja. Ok, koliko velik je ta vaš balon? Ja, tale je 3400 kubikov, približno tam, ja, bliž 4 tone inercije. Tako kot naprimer ena ljubljanska trola, a ne, velikost. Pa še pač ta balon te pripelje veliko hitrejš, a ne, kot trola, pa tudi verjetno bolj varno. Hitrejš je vprašljivo, pri tem vetru zdaj je tudi hitrejši od avta, ne, kakšnega, ne. Če pa ni vetra, ne, balon bi bil idealen za v službo hoditi, ne. Bi imel zmeraj razlog, če zamudiš, ne. Evo, Jure, vidiš, zato zamujam jaz v službo. Tale vaš balon je kar standardne oblike, a ne. Obstajajo tudi kakšni drugačni baloni na vroči zrak, naprimer kakšen ogromen srček, kakšen ogromen Turbo Maximus ali pa napihljiva Ančka. To sprašujem tako za prijatelja, ne zase. Ja, kar se Ančke tiče, ga še nisem videl. Imate pa še od športnega avta, od Formule 1 do Taj Mahala. A lahko s takim balonom letite, če ste pijani, ali v tem primeru letite tudi iz službe? Ja, tudi letiš iz službe, prej pa z balonom. Koliko časa traja, naprimer, da se balon napolni? To je relativno hitro, ne. Mislim za nas, ne, tam 15, 20, 25 minut. Pa je polnjenje zdaj kaj dražje v času ekonomske krize? Je dražji. Ja, nič, to pa je inflacija. Ja, inflacija. A ste pri svojem delu na nebu že kdaj videli kakšne kitajske vohunske balone? Kitajske vohunske balone? Ja, ne, od blizu pa še ne. Samo kitajske turiste? Kitajske turiste pa ja, teh je pa kar veliko. Koliko se bojite, da naj bodo danes Američani sestrelali? Koliko se bojim, ja, nič kaj dosti, ne. Ne, mogem. Zakaj pa mislite, da je Joe Biden sestrelil tisti kitajski balon? To je po moje zaradi tega, ker mu šel na živce, ne. Ja, jaz se strinjam. Mislim, da se je ustrašil, ker je star 80 let, pa ga je zamešal za rojstnodnevni balon. Ja. In sledile so priprave. Najprej priprava borilnika. Zdaj vem, kako je biti na napačni strani globalnega segrevanja. Ker pa je bil veter premočan, nažalost nismo mogla vzleteti. Sva pa vsaj pofejkala par posnetkov, da pred Juretom vsaj zgledam, kada opravljam svoje delo. Živijo, mami! Živijo, mami! Za konec pa sporočam, da med poletom nisva našla nobenih kitajskih balonov, poleg tega pa ni bilo treba napihovati niti najnega balona, kjer je napihovalo dovolj že mene. Gremo kar nazaj v studio. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.